Beletrina v živo. Zakaj imajo ljudje tako radi kriminalke? O tem danes z dr. Mojco Mihelj Plesničar, znanstveno sodelavko na Inštitutu za kriminologijo in docentko na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Mojca, tvoj raziskovalni fokus je usmerjen predvsem na teme kaznovanja in odločanja v kazenskem pravu. Ampak, če to poskusiva razširiti na polje, ki bi ga raje ne kaznovali, ampak spodbujali, namreč na branje in bralne navade. Še bolj specifično na očitno povečanje interesa bralcev in bralk v knjige, kjer se dogajajo težki zločini, suspenz, iščejo se sledi, dokazi, dvomi, iskanje krivca. Pokomentirajva iz več zornih kotov. Pa če začneva iz tvojega raziskovalnega dela. Ali meniš, da je mogoče rast interesa do branja kriminalk povezati z občim interesom družbe, natančneje sodstva, do samega kaznovanja? V svojih delih, kjer se ukvarjaš s kriminaliteto žensk, denimo, omenjaš tako splošno porast kaznovanja z zaporom, kot povečan delež žensk v zaporih, torej neka težja kazen za določeno dejanje. Vem, da je težko spekulirati, ampak bi lahko o tej povezavi govorili vsaj v obliki hipoteze. Torej, jaz mislim, da zlahka rečemo, da je povečano zanimanje družbe za kriminaliteto na splošno, predvsem tudi za vprašanje kaznovanja, nekaj, kar je prisotno v naši družbi in gotovo lahko vlečemo vzporednico s povečanim interesom potem tudi za literaturo, ki se teh vprašanj dotika. Zdaj, ali gre res za povečan interes sodstva do kaznovanja, ne vem, gotovo se morda znanstveniki s tem več ukvarjamo, kot smo se včasih, morda tudi nekateri sodniki več pozornosti temu posvečajo, ampak prav zelo ne vem, če. Prav gotovo pa je, torej, da je družba kot taka na eni strani bolj zainteresirana, po drugi strani pa tudi bolj obveščena o teh stvareh. Če pomislimo na rubriko Črne kronike v enem povprečnem časopisu, je bila ta 40 let nazaj ena ali pa polovica neke časopisne strani, danes imamo 2 ali pa 3 strani novic, ki pokrivajo isto temo. Pa ne gre za to, da bi imeli tako zelo povečano stopnjo kriminalitete, nasprotno, pogosto celo manj, ampak gre za to, da so to teme, ki se na nek način prodajajo. Kadar govorimo recimo o tem, da reprezentirajo to, kar se dogaja v družbi, in hkrati so nam potem te teme najbrž tudi blizu, kadar razmišljamo o njih v literarnem smislu. In tudi temu je mogoče lahko pripisati en del tega. Zdaj, to, da se tudi ženske pojavljajo in v realnem življenju, torej v dejanskih kazenskih primerih, v večjem deležu je, zdaj avtorji iščejo različne razloge za to. Eden od njih je tudi to, da so ženske pač vseeno bolj aktivne v družbenem življenju, kot so bile v preteklosti, in neka stranska posledica tega je tudi večja aktivnost v kriminalnem udejstvovanju. In na podoben način se pol, se mi zdi, to počasi pronica tudi v literaturo in se tudi tam zrcali na enaki ravni. Ozriva se še po medijski kulturi, kar si v resnici že z omenjanjem Črne kronike napovedala. Kot vemo, filozofinja Judith Butler v svojih esejih pogosto kritizira neke sodobne načine reprodukcije nasilja in groze, zlasti recimo v oglaševanju in podobno. Zdaj, ona ne govori o leposlovju, če tudi kriminalke so neke vrste reprodukcija podobe nasilja, vsekakor so pa nekaj bistveno drugega od samega nekega nasilnega ali pa grozljivega dejanja. Ampak ali bi, če zdaj že omenjam Judith Butler, lahko govorili o interesu do branja krimičev kot o neke vrste užitku. Sprašujem pa namreč zelo specifično v kontekstu norm, ki jih določajo denimo religijske institucije. Se pravi, neizogibno se bo zgodil nek greh, hud greh, ki zahteva spoved in nato pokoro. Ali v bolj žanrskem smislu povedano, umor, odkrivanje krivca, njegovo priznanje, kazen. Ali bi torej mogoče lahko rekli, da imamo enako radi greh kot njegovo kaznovanje oziroma zasledovanje same ideje o kaznovanju, ali v obeh mogoče blazno uživamo? Tukaj bi imela moja sodelavka Renata Sadecer najbrž veliko zapovedati o teh perverzijah užitka, ki ga najdemo v nekih na videz zelo neprimernih situacijah. Gotovo gre za en žanr ali pa eno polje,
kjer se počutimo svobodni raziskovati ene stvari, ki se jih v normalnem družbenem siceršnjem udejstvovanju ne bi želeli, ker to ni primerno, ker to nismo socializirani na tak način, hvala Bogu. Ampak to je nek tak varen prostor, kjer lahko preizkušamo meje tega, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno. V zadnjem času tudi v žanru kriminalk imamo kar nekaj takih knjig, ki na stvari gledajo z zornega kota storilca in nam na nek način odstirajo vidik tistega, ki krši norme, ki izvršuje najhujša možna kazniva dejanja. Imamo serijske morilce, recimo ogromno nekih televizijskih serij, zdaj smo malo zunaj literarnega žanra, ampak recimo se zdaj ukvarja s tem vprašanjem z tega drugega vidika, ki ga nismo bili morda tako vajeni. Na nek način avtorji v literaturi vlečejo vzporednice s tem, čemur so v psihološkem smislu namenjene pravljice, ki pač pomenijo nek prostor, v katerem se lahko zlo in dobro bojujeta in na koncu vedno k sreči zmaga dobro in s tem se nam ta katarza zbudi in zgodi. In nek podoben trend ali pa neko podobno dinamiko lahko najdemo tudi v krimičih, prav to, kar si rekla, se pravi, imamo neko greh oziroma kaznivo dejanje, pa potem nek postopek, skozi katerega pridemo do kaznovanja tega storilca. To, kar se mi zdi zanimivo pri literarnih delih ali pa tudi potem pri recimo popkulturi, pri filmih in tako naprej, je to, da je enako privlačna kot ta zgodba o grehu in kazni, zločinu in kazni se imamo eno najbolj temeljnih literarnih del z tega področja. Podobno privlačna je tudi zgodba o nekako odrešitvi oziroma tem postopku odrešenja. Ko posameznik, ki je padel, ki je bil zlomljen, ki je izvršil ta greh, bil potem kaznovan in pa kar naenkrat se razreši in doživimo mi vsi skupaj z njim to katarzo tega odrešenja. To je pri ljudeh ena najbolj priljubljenih v resnici zgodb, ki jim lahko sledimo. Nastanek novega človeka. Ja, ta prelevitev v neko novo, boljšo podobo. In prek njega se mi zdi, imajo bralci možnost po eni strani kršiti neke stvari, ki jih v realnem življenju seveda nikoli ne bi, po drugi strani izražati neko grozno zgražanje nad tem in se počutiti s tem moralno boljši in nekako naprednejši. In potem hkrati videti to možnost metamorfoze, možnost spreminjanja posameznika skozi ta proces, ki ga berejo v knjigi. Kar nas seveda pripelje že do naslednjega vidika, o katerem bi se rada pogovorila. Kaj bi lahko rekli o splošnem vnosu psihologije v knjižni prostor? Če opažamo, da je na knjižnih policah v knjigarnah, še posebej pa v nekih izložbah večjih knjigarn, vse polno knjig za samopomoč, motivacijo, obravnavo notranjega jaza, etc. Potem bi lahko govorili o neke vrste splošni psihologizaciji družbe skozi knjižno produkcijo, kot protipol družbeni, kritični analizi družbe. Interes v krimi, če bi potem takem lahko razumeli tudi kot izraz interesa v tako imenovano psiho. Skratka, potopiti se v mind, v miselnost nekega lika in tako naprej. Kaj menite o tem? Mislim, to je gotovo ena dimenzija, ki jo kriminalke dajejo. Mislim, knjige nasplošno nam bralcu omogočajo, da se nekako poistoveti, da razume tisti lik, o katerem bere. Zdaj, knjiga je lahko napisana na različne načine, tudi kriminalka je lahko zelo kvalitetna ali pa zelo nekvalitetna, če smo pošteni. Ampak tiste, ki so dobre, prav to delajo zelo dobro. Se pravi, bralcu omogočijo, da nekako vstopi v miselni svet teh likov, ki jih knjiga obravnava. In na tak način nekako razume to dinamiko dogajanja. Torej, na nek način je to psihološko odkrivanje gotovo del tega bralnega procesa. Zdaj, a gre tukaj za res pravo psihologijo ali ne, tudi vse te knjige za samopomoči se strinjava, da najbrž ne gre čist za psihologijo v tistem smislu, v katerem bi si želeli, da jo ta družba bolj pozna. Seveda, ampak obstaja kot ideja tega, da se nekako osredotočiš na svojo notranjost, namesto na družbo, ki te obdaja. To sem mislila. Ja, in jaz mislim, da je to gotovo del tega, kar najdemo tudi v krimičih. Lahko. In kar je zanimivo je, da lahko najdemo dva različna vidika. Se pravi, na eni strani antijunaka pa junaka, ki ta svoj miselni proces, psihološko strukturo skozi knjigo razvijata. Zdaj, odvisno od knjige, ampak oboje je možno. Gotovo je precej očitno, da kriminalke najpogosteje, ne pa vedno, izražajo
neke vrste dominantni družbeni diskurs, nek odnos družbe ali pa odnos družbe do različnih statusnih skupin, posameznikov, do norm, upoštevanja teh norm in tako naprej. Ne? In tako smo še do nedavnega v krimičih opazovali, sicer sporadične, a vendarle prisotne, recimo homoseksualne oziroma LGBT like, ki pa so jih avtorji v teh knjigah kar naprej pobijali, jih pošiljali v samomore, v najboljšem primeru jih kontinuirano prikazovali kot zločince ali žrtve, ne pa kot neke pozitivne, močne subjekte, ki kot taki so že ok in jih ni treba pretransformirati. Šele v zadnjih letih pa se opazneje srečujemo s krimi literaturo, kjer LGBT plus liki živijo mnogo bolj afirmativna življenja. Predvsem pa v njih preživijo. Ni naključje, da ta dela skoraj po pravilu pišejo prav LGBT avtorji. Ali meniš, da lahko takšna nova literatura v resnici nekako pozitivno prispeva k preoblikovanju same večinske družbene miselnosti? Ali lahko kriminalka na tak način, sploh specifično takšna, kot sem jo omenila, nekaj naredi posamezniku kot delu družbe in njegovi perspektivi? Jaz mislim, da imamo en tak mal ciklično menjavanje. Po eni strani se družba spreminja na zunaj, ker se družba spreminja na zunaj, je bolj tolerantna ali bolj sprejemljiva do avtorjev, ki pišejo drugačne vsebine in vključujejo vanje tudi like, ki bi v preteklosti morda bili res bolj obskurni ali pa stranski ali pa tako naprej. In bolj kot je v družbi mesto teh ljudi enakovredno, bolj kot jih jemljemo kot nam povsem enake, kot bi jih tudi morali, bolj se mi zdi, je mesto zanje tudi v literaturi. In potem ta povratni korak, bolj kot jih vidimo v vseh reprezentacijah, ki jih spremljamo, bolj nam je potem vse skupaj normalizirano tudi v vsakdanjem življenju. Tako da gotovo to, da imamo bogastvo različnih likov, ki predstavljajo dejansko podobe ljudi, kot jih najdemo v realnem življenju, bolj se nam utrjuje zavest, da je to sprejemljivo, normalno, da ni to nekaj zelo nenavadnega ali pa zelo obskurnega. Zdaj, jaz ne upam si reči, ne poznam dovolj vseh ostalih področij, ampak si predstavljam, da je to nekaj, kar se dogaja v več literarnih zvrsteh, ne samo pri kriminalkah, tudi povsod drugod. V resnici te nekdaj marginalizirane skupine postajajo del nekega mainstreama oziroma teh tudi glavnih likov, ki jih lahko opazujemo. In je to ena taka dinamika, ki se po moje sama sebe nekako utrjuje ali pa ponavlja. Gotovo. Čeprav verjetno ima tudi svojo spet še eno notranjo zanko, ki bi v angleščini verjetno rekli preaching to the choir, se pravi, da javnost, ki posega po določenih knjigah, je že pripravljena posegati po določenih vsebinah. Ja, to je gotovo res. Imamo zmeraj te svoje male balončke, v katerih se dobro počutimo in zato ne posegamo po delih, recimo, ki pašejo v te naše balončke. Ampak že dejstvo, da taka literatura obstaja, v primerjavi s prej, ko praktično ni obstajala, povečuje verjetnost, da bo nekdo segel po njej tudi ne vedoč morda, kam ta literatura sodi. In jo presoja pač s sebi primernimi očali ali pa vrednotami in tako naprej. In že to, da imamo možnost razmišljati o določenih vprašanjih, tudi če se morda z njimi ne strinjamo, tudi če smo morda zelo konzervativni, pa se nam to ne zdi zelo v redu. Tudi v končni fazi, jaz mislim, da bolj, ko smo soočeni z različnimi ljudmi, z različnimi okoliščinami, bolj kot smo, prej smo rekli, razumemo psihologijo, morda bolj teh likov, bolj postajamo tolerantni. Ne glede na to, kakšno je naše izhodišče, napredek je gotovo prisoten, čeprav morda ni zmeraj tak, kot bi si ga želeli. Ampak to, da gremo korak naprej, je najbrž že dobro. Zdaj, da moramo k temu tudi na drugačne načine iti, je seveda res in neizpodbitno, ampak tudi ta vidik se mi zdi lahko pomaga. Ok, ko so že pri presojanju in interpretaciji, še en vidik tega najnega flash intervjuja, kot bomo lahko rekli. Ali meniš, da bi veljalo prevetriti, nekako na novo razmisliti definicijo tega, kaj je kriminalka? Če pojasnim s primerom.
če vzamemo recimo roman, zakaj je Delilah Harris The Other Black Girl. V tej knjigi se s protagonistko znajdemo na knjižni založbi. Protagonistka se zdi edina, oziroma pozneje je ena redkih temnopoltih oseb v pisarni. Rasizem jo obdaja z vseh strani. In ona se sprašuje zdaj, kako se s tem soočati, kaj lahko naredi, s kom se lahko sploh poveže. Rasizem deluje mnogo bolj podtalno, za razliko od nekih zgodovinskih načinov izvajanja rasizma, ki je bilo pogosteje bolj eksplicitno. Je pa rasizem njen vsak dan. In skratka se tako sooča z mnogimi situacijami, tudi s tem, kako živeti privilegij ali pa deprivilegiranost in tako naprej. No, ampak, če krimič, kriminalka praviloma obravnava neke izjemne, ekstremne situacije, neke večje zločine in tako naprej, ali je potem knjiga, kot je The Other Black Girl, sploh še kriminalka, ko pa gre preprosto za artikulacijo vsakdanjega življenja s pomembnim podatkom, se pravi, da ne gre za življenje kogarkoli, ampak posameznice, ki pripada prav specifični, točno določeni statusni skupini. Se pravi, je ženska, je temnopolta oziroma črnska ženska in njen vsak dan, če ga recimo interpretiramo skozi to knjigo, je sam po sebi krimič. Ali je potem to še krimič? Ali je sam roman? To je zdaj vprašanje, na katerega bi morda znal kakšen bolj literarno podkovan sogovornik. Razumem, kaj misliš. Ne vem, če znam odgovoriti na to. Ne vem, zame osebno je morda preozka definicija krimiča to, da rečemo, da se ukvarja z izjemnimi dogodki. Zakaj? Zato, ker kot kriminologinja razumem oziroma se ves čas soočam s tem, da je kriminaliteta nekaj, kar ni zelo izjemno, ampak je nekaj, kar je v resnici del našega vsakdana. Seveda neke ekscesne oblike, te stvari so nenavadne in izjemne v tem smislu, ampak ena cela veja kriminologije recimo se ukvarja z strukturno kriminaliteto, torej tisto, ki je vse prisotna v smislu nadzorovanja, ki ga nad nami izvaja oblast ali pa razne veje znotraj oblasti, v smislu nekega nasilja, ki ga navzven države nasproti drugim državam izvajajo in tako naprej. In to jemljemo v sodobnem kriminološkem kontekstu tudi kot del kriminalitete in naslavljamo to kot problem. Kritična kriminologija se s temi vprašanji zelo intenzivno ukvarja. Zdaj, če tako široko odpremo polje tega, kaj dojemamo kot kriminal, kriminal ni beseda, s katero mi operiramo ponavadi, ampak je taka splošno pogovorna in je v tem smislu primerna. Če to dojemamo kot kriminal, pol je lahko kriminalka tudi to. Jaz imam morda malo težave s temi žanrskimi čist definicijami, ker so dostikrat krivične. Kriminalke so bile zelo dolgo dojete kot neka taka tako malo drugorazredna literatura, čeprav so zelo popularne in jih ljudje zelo radi berejo ali pa beremo. Pa zelo po krivici, zato ker so nekatere lahko res izvrstne in načenjajo zelo pomembna družbena vprašanja in številna druga. In v tem smislu se mi zdi škoda, da bi jih morda zamejevali v neke preozke definicije. Knjiga je lahko hkrati kriminalka in hkrati družbena kritika. Jaz mislim, da se to ne izključuje in da je zelo dobro, če se povezuje. Če zaključiva s tem, ali bereš kriminalke? In pod vprašanje, kot znanstvenica, ki raziskuje prav, se ukvarja s temami kriminalitete, kako bereš kriminalke? Včasih sem jih brala več, kot jih berem danes. Ugotavljam, da sem mogoče včasih malo zasičena s temi temami in pol rabim neke druge eskapade, takrat, kadar si vzamem čas za literaturo. Ampak še zmeraj, včasih posežem po kakšni od teh kriminalk. In moram reči, da mi včasih kakšna tako odpre neke nove uvide, neke nove pomisleke. Gotovo berem drugače v tem smislu, da ene stvari pač vidim, da če je kriminalka slabo napisana, recimo, pa če imamo recimo kriminalke na našem področju, pa potem vemo, recimo, kako poteka policijska preiskava, pa kako potekajo druge stvari, če so tukaj napake recimo vidiš, in to je tisto, kar je ta poklicna deformacija, ki nekako kvari ta užitek ob branju, čeprav morda ta napaka ni zelo pomembna ali pa sploh ne. Ampak tega ni prav zelo dosti. V tem smislu gotovo drugače bereš,
ampak če je knjiga zelo dobra, te potegne ne glede na to, se mi zdi, kakšno podlago imaš in jo bereš na podoben način in si želiš, ne, da bi najdel tistega krivca na koncu, tako kot junak, ki ga bereš. Ok, dr. Mojca Mihelj Plesničar, najlepša hvala. Hvala. Sklep današnjega pogovora torej je, da je dobro brati. Hvala. Beletrina. Uživo.